8. prizor je še en pogovor, tokrat med likom, ki mu je ime Kapetan z veliko in je vodja tako zvane Translave, in na drugi strani Staro Sabljo, ki je glavni vojaški poveljnik, bi se rekel, šef vojske. Zdaj, za tega drugega je precej jasno, kaj predstavlja, se mi zdi, ampak kaj je kapetan? Kapetan je spet, ker je to alegorično delo, kaj je kapetan? Se mi zdi, da to ne more biti ena oseba, se mi zdi, da je to, nekako nisem bil točno prepričan, kako bi ti obesedil, kdo ali kaj je kapetan? Kapetan je odločevalec. On je odločevalec, pri čemer takšen, ko bi rekel, človek na visokem položaju, ki prihaja iz institucij, ki ima močno finančno zaledje, ki pa v resnici ni popolnoma suveren. Kljub temu, da razpolaga z neverjetno močjo, lahko odloča, kam bo šel kapital, tudi od tega, na kak način bo vojska delovala, v resnici on odloča, on je tisti, ki štanca denar in tako naprej, ampak v resnici je pa kompromitiran. Čeprav ima izredno moč, čeprav lahko dela revolucije, vojne, države lahko preobrača, v resnici je pa obstajajo posnetki, s katerimi ga lahko vedno izsiljujejo, nekdo ga lahko izsiljuje. Se pravi, kljub temu, da je na položaju, ima tako moč, in tle se mi zdi, da je tudi en pomemben koncept. Za to, da lažje razumemo velikrat politične odločitve, se treba zavedati, da so ljudje, ki delajo svinjarije, nevarne poteze, družbeno škodljive, so velikrat tudi sami v stiski. Jih nekdo drži malo iz odzadja. In to je tudi pomembno, da se tega zavedamo, da o tem razmišljamo, ker nam potem pomaga. Ker če ti samo brez glavo z jezo nastopiš proti tem vprašanju, koliko boš dosegel. Skratka, dobro si je po moje tudi o tem razmišljati. No? In še to bi rekel, v nasprotju z mogoče z otroško naivno predstavo, ko sem bil rečemo v osnovni šoli, pa ne vem kdaj, si mislil nekdo, ko postane svetilnik naroda, ko postane predsednik ali pa prijedna funkcija človek, ki ima tako integriteto. In včasih na lokalnem nivoju je to zelo velikrat in možno, ne rečem. Ampak, ko gre pa za močne interese, je pa pravzaprav idealno, da je nekdo, ki je naredil svinjarijo, s katerim ga bo nekdo izsiljeval v kritičnem momentu, ki ga bo držal, ki bo malo spomnil, ne rabi biti niti grobo, lahko je to zelo subtilno narejeno. Skratka, popotnica za uspeh je lahko včasih glih to, da si pokvarjen, da si nasilen, in to je sistemski način, na kak način lahko kontroliraš nekoga, kdor ima pač razloge za to. Ja, samo vprašanje, kdo pa kontrolira, pa če je to res pozitivno na koncu, ne? Ja, jaz bi še mogoče, da to postavim v kontekst, ne. Nekdo bi me vprašal, a smo res tako daleč zašli, ne, a je res vse te grozno, ne. Kdo in zakaj je možno, da je nekdo tako pokvarjen, da bi imel take, zakaj bi se nekdo tako grobo poigraval z nami tule? Zakaj ne bi mogoče nekaj bolj konstruktivnega poskušal ustvariti v času svojega življenja, če razpolaga z močjo in tako naprej? In moj odgovor na to vprašanje, moj intuitivni odgovor, če drži ali ne, je drugo vprašanje. O tem sem veliko razmišljal, ampak se mi zdi, da je razlog, zakaj je to tako. Je zato, ker ljudje, ki pridejo do takih položajev, dobro je to rekel Henri de Balzac, oče Goriot, recimo znan roman njegov, francoski pisatelj, je rekel, za vsakim bogastvom se skriva zločin. In nekdo, ko pride na položaj, ima veliko okostnjakov v omari, velikokrat, ponavadi. In tak človek ima veliko za zgubiti tudi, zato ga skrbi. In zato se boji raziskovalnih novinarjev, svobode govora, vseh teh stvari. To so razlogi. On je tudi sam ujetnik, mogoče tudi samega sebe. Tako da to ni samo ena absurdna pokvarjenost ali pa brezglavi pohlep. Obstajajo globe razlogi za to, nekako mislim, da. To je moje predvidevanje.